Že pravijo, prve ne pozabiš nikoli, prva danes jutranja. En unih intenzivnih dni, ker smo se spet ne naspali, pred sončnim shodom krenili na stolovščino. Kaj pa vem? Ali? Ja, par kafe glih ni, za na stranišče iti pa bo. Da. Kje so zdaj ti morski psi? A ne? A niso tam ful obljubljali, neki delfini, morski psi, šljuldi, nič. Nada. Nigole freško. Malo sva imela déjà vuja na Islandijo z tole ladjo, ker je bila obema tako slabo. Zelo po tankem ledu smo hodili, a bova povrgla ali bo not ostala. Ker smo se furali 60 km stran od obale proti Neptunovim otokom. To je tisto, kar gledaš po televiziji, ko preden te potunkajo s kletko naprej fajn s krvjo polivajo, da pridejo morski peseki in greš ti pol noter in jih opazuješ. Upam, da bomo kaj videli, bi pa verjetno pomagali, če bi bila kakšna punca zraven. Well, welcome to North Neptune Island. This is where we're going to do our shark cage diving. Generally, there's lots of sharks here. There's lots of seals. Okay, and the people who count seals reckon that there's up to 80,000 of them. That's a lot of seals. Up to 15,000, 20,000 breeding pairs. And those breeding pairs have a baby seal, a pup, live on the islands and swim in their environment and play with their mates and learn how to hunt and fish and do all things that seals require to do. And that's why the great white sharks are here. Okay, well, the young seals are right on the top of their menu. The great white shark loves nothing better than chewing a nice, soft, cuddly one. It's a very reliable feeding ground for them. To give you an idea of how reliable and how well tested, we've had a couple of sharks over the past couple of years that we see quite regularly. You may have heard of them. One's called Scarface, one's called IMAX. They're big sharks. This is their 15th and 16th year in a row. They've come back to these islands. Me zanima, če se boš tu hecal tam dol v vodi, kaj boš. Tako je mrzla, Anže je včeraj kolena not namočil in je bolel v gležnjih, tako da brez teh neoprenov ne bi šlo. Dobili smo take fine čeveljce zraven, take malo za formulo voziti, niso? Tegle čeveljce še obujemo, pa noter. So pa že te ribe, ki jih vidva plavati, predvsem ogromne. Kingfish. Vse lahko za vlog rečeva, da so bili to morski psi. Kdo pa ve to, veš, da se folk spozna na te ribe, ali kaj? Je pa precej temna voda, upam, da se kaj vidi tudi spod. Sem se tudi predstavljal, da bo to tako kot Maldivi pa Kornati. So temačne vode. Če not čofneš, po moje svetovne rekorde poderaš v plavanju, da vam prideš. We're going to give it our best shot. We're near, we're in the jungle, so to speak, of shark world, and we hope that one comes along and have a look at it. Gladko so se nam spet zmislili, ne? Spet ni, kar so obljubljali. Lahko bi vam ful prodajala, da pridite vsi sem v Avstralijo to delati, ampak bom iskreno povedal, da me je razočaral. Ko se not spuščaš, se mi je čisto preveč ene stvari dogajali, jaz pa nisem toliko zelo morski tip človeka in mi je voda prišla v šest, z glavo sem se butnil, not je bilo ful malo prostora, to sem prvič dihal čez ta šnorkel. Sploh ta prvi šok, ko priješ v to ledeno vodo, ko
ušesa te začnejo prav boleti. Mene je tudi glava svinjsko začela boleti od mraza. Ker nisem bil dosti obtežen, sem imel noge nek zrak noter in mi noge skozi gor rinali. To se je prvo sem salte tam delal noter. Pa mi je dal pa dodatne uteži, da sem bil bolj prizemljen. Vidljivost vode pa ni tako kot na Maldivih, ampak je bolj kot v eni Ljubljanci. Tako zeleno, pa temno, pa ko stresa to hrano, se mi zdi, da je ful enih zadev tam se meša in za moje možgane se čisto preveč dogajalo, pa point je pa, da ni bilo morskega psa. Kar razumem, ne, itak je to divja žival in nisem jezen na to, da ga ni. Hvala Bogu, da ni tako kot v živalskem vrtu, ki ti ga servirajo. Ja, no, sem pa jaz tudi več pričakoval. Device glih ful, no. Mah, ne vem. Verjamem, da ste razočarani, da niste videli morskega psa, ampak verjemite, da sva midva še bolj. Ja, definitivno sva še bolj. Lahko bi rekli, da vlada navdušenje in evforija na tej ladji, ja? Predvsej razočarani ljudje smo. Tole pa ni bilo vreden svojega denarja. Še slabo mi je bilo vmes, tako da zdaj se pripravljamo še na slabost, ko gremo domov. Ne iti na to nikoli. Obup, ko se nekaj ful veseliš, pa pričakuješ in pol si prikrajšan za to in dobiš to še ful ene vožnje in dnevov. Slabo, zelo slabo. Tako da najraje bi dal na Google oceno 1, ampak po drugi strani je pa tudi fajn, ne, da je to divjina, pa da niso oni krivi, morski pes pride, kada pride. Pa mislim si, če bi ga videl, ne, zdaj, če bo slučajno kdaj opcija, bo mogoče še bolj cenil, če ga bom takrat videl. Samo 2 lokaciji sta na svetu, se pravi Južnoafriška republika, pa tukaj, ko sva bila midva. Že tako moraš iti na drug konec sveta, pa še moraš imeti srečo, da bo gospod glih kle, ne. Ampak danes odločil, da pač on ne bo tam, da mu ne diši na kri smrdljiva, ampak mu diši tam na drug stran, to, kaj je en tjulen. Hvala, res, ta Avstralija je ne žvelini, samo te kenguruje. Wow. Pridite v Avstralijo, boste kaj videli, kakšno žival posebno. Wow. V Koreji so videli kenguruje, še kapo sem mu dal na glavo, klepa nič. Daj gremo. Pa da stvar še mečkam bolj boli, midva sva v bistvu si celo pot oblikovala zdaj po temu šarku, ker midva sploh ne bi zadnje 3 dni potovala proti temu koncu Avstralije, ampak sva šla zgolj in izključno zaradi tega pesjanarja sem, ker sva pa seveda spet časovno omejena, sva zbirala med tem, a greva po sredini Avstralije gor in si ogledava Uluru skalo, oziroma, kamen. In sva se odločila, da bi vam mogoče bilo bolj zanimiv ta morski pes. No, tako da smo se pod nosom obrisali zdaj in za morskega psa in za to skalo in ne bomo videli nič. No in to naj jo je koštalo ene 3-4 dni v bistvu, realno. Še en dan sva kle čakala, da smo na vrsto prišla. Tako da morava zaradi tega zdaj iti kleb rabo en zemljevid Avstralije, da bi jaz lahko kazal. Zdaj mogoče kle, poglej saj na odspredje, če je veš cela Avstralija. Tudi ne. Zemljevidi Avstralije, pa nikjer ni Avstralije gor. Tudi ne. Imaš kuli? Imam, danes sem ga sunil enega. Najmanjši zemljevid, ker večjega pač nimava. Avstralija, tukaj je bil zdaj ta morski pes, tukaj sva štartala. In smo tole zgubili zdaj 4 dni zaradi njega in ta skala oziroma kamen je kle. Naslednja najna točka je pa tukaj. In ne morava tako pa tako iti, ampak bova šla tako zdaj, kakor je najhitrejša. Se pravi, se ognava celemu temu sredinskemu delu naše celine in zdaj, ko greva proti gor, je okoli 3,5 kilometrov, 1000 seveda, je zdaj mava do gor, vmes je pa bolj revšna, ja. No, vsem, tako da zdaj na seznamu je 3 dni spet vožnje do naslednje točke. Gremo! Gremo! Hello, mate.
big city for the simple country life. Found myself a woman that it took for me to be my wife. I was working on the ground come the sun up to sundown. Yeah, I'm trying to make a reputation for a man inside this town. Hard as I try, maybe I just can't. I ain't no up and kinda leaving me. She kissed me one time and she took my heart. Baby, you can love me, you can leave me, I'm a honky-tonk star. Yeah, I'm a honky-tonk star. Well, working 3 jobs, living out of a car. Mama never told me life would get this far. Zbudila sva se glih ene 15 minut nazaj, že malo podaljšal vožnjo včeraj in si parkiral nekje sredi enega polja. In sva tako spontano naletela na tako dober lokal, prenešen skupaj z vseh vetrov. Pazi to kavo, eno celo župo sva dobila. Veliko teh krajev tako na poti me spominja na Wild West, a ni? Ja. Tako nizka arhitektura, stebri vmes in je tako kot en Texas malo. In če si opazil, nikjer ni nobenega McDonald'sa, Subwaya in ostalih fast foodov. Ker tam pa seveda je povsod. It's an Aboriginal thing. Women aren't meant to touch them because they get infertile. It's just it's bullshit. To smo počasi znali igrati, ha? Flew up in the corner. It echoes. Ja. V Avstraliji moram. Vidite. Circular. It's correct. He said that's the one with the I know. split in it, so I know that. Hey, no one can use it. Unless you can use it. There's a good one. It's got a big split in it, so There you go. What you do, you go. Počenje pa ne gre. No, you mean you go like this, go. Yeah, I know, but... Take a deep breath, circular breath. No, you go. Na obeh straneh ima razpoko in ne dela. Who's that? Hey, Oh, she's look playing. at that photo. That's actually her band, yeah, man. Her band. Oh wow. Ja. We can take it? Present, man. Oh, present, thank you so much. Thank you. To bo bolj lep spomin, no? Ful. Ja, toliko se trudva res najti bumerang, pa didgeridoo. In mislim, da je to prvi po enem tednu, da ga sploh kje vidva. Anže zna drugače dobro igrati na to, vas bo še presenetil. Ja, dobro, ne vem, če še znam, ker že dolgo nisem, že 20 let, po mojem. Ampak problem tega didgeridooja je, da ima razpoko po celi črti, tako da zrak ven pušča in ne moreš ustvariti željenega zvoka. Sva dobila v poklon CD. To bo zlata vredno poslušati. Zlata vredno, ampak nažalost mi dva nimava CD playerja v avtu, da bi lahko to. Pa tudi doma ne vem, če imam še kaj ta CD playerja, ni to že cela redkost znatala. Jaz tudi imam CD player. Zdaj moraš že eno babico najdeti, ko ima CD player. Sem res. A veš, kaj si lahko pa prvoščaš, bolj kot ne samo v Avstraliji oziroma v državah, ki so res odročne oziroma neprometne. 10-15 minut nazaj, ne vem, če je bil en avto. Pač ni žive duše, no. Nobene duše. To je bila tudi ena od kljukic na mojem seznamu že. Ko sem bil otrok, sem si rekel, wow, če imel pa kdaj camper, bom pa to naredil. Kids, don't do this at home. Jaz se danes še nisem stuširal, tako da medtem, ko bom že zmerno hitrostjo manevriral, bom jaz malo vodice po sebi spustil. Spust, ne, malo vodice po sebi, da se malo osvežiš. Zdaj, da bo voda tekla, moram pržgati tale kontrolni panel in pržgem vodo. Paprem. In naslednji korak, da pržgem toplo vodo, se pravi grelc, pa da ne bo preveč suparen not. Joj. Imamo še eno kljubico ali je nimamo? Marsikaj ste že videli v teh vlogih, ampak to
To pa tudi že zdaj ni pripravljen. Da sam na hitro, čisto na hitro sam povem, Avstralija je bila zelo pozno odkrita, ne? Prvi naj bi sem prišel Nizozemci 1606, zato se je tudi imenovala New Holland, ampak pol je prišel James Cook in je 1770 jo naredil seveda v neke vrste Anglijo. Potem so pa šele sred 19. stoletja odkrili tukaj zlato. Pol se je pa začela zlata mrzlica in so se ljudje sem začeli množično preseljevati in v tistih letih je Avstralija narudarila 1/3 celega svetovnega zlata. Tako da vam je jasen, kakšen velik pomen je imel to. Pa če še tako rečete, da niste pripravljeni, kaj sem jaz sabo zdaj prinesel, pa za to že. Pejcem. A si ready? Redi. Ne, nisi, kaj to pa nisi ready. Na avion sem prinesel detektor kovin in zdaj greva midva iskat tole zlato mrzlico. Da si pokrijeva letalske karte s tem zlatom. Ja, upam, da še kaj najde to. Greva kele v reki, pa je, da v rekah je lažje najdeti ta zlato. Aha, no super. Ja. Tlele imamo že eno ključevinko. Dober dela. Pismo, koliko je muh, no. Koliko je muh, no. Daj še tam pogledaj na kupča gor, če je tam kaj zlata. Kje? Klej gor, tukaj, ja. Pismo, a da ga ni tam. Ne. Koliko je muh, kaj je noro. Prečesavati moraš teren pred sabo. Vsega češem. Ja. Ključevinka. Ja, tudi je štofelc, ja. Kje se pride do te reke? Se klej ni krokodilov še, ne? Tisti je bolj na severu. Ne, tisti je bolj gor, ja. To je zdaj ful veliko območje. In pa imamo profesionalci klele še tale pinpoint. To pa deluje tako, da bolj točkovno lažje določaš, ne? Čisto sem pripravljen, ja. Evo. Stari, tok pa še nikjer ni bilo muh, ha? Aha, glej, vidiš? Tukaj je zdaj. Zdaj midva nimava lopate s sabo, ker to bi bilo pa čisto prehodov, da bi še to na avion nesel. Pol pa sledi tako, ne, Anže. Ti malo daš stran, pogledaš, kje je zdaj to tukaj piska, okej? Stari, pa mi povej, če ni to boljš kot vsak kazino, ali ne vem, kaj je za dopamin. Sploh, če najdeš pol kakšno dragoceno stvar. Ja, naprimer žico. Bravo. To seveda, ne, upam, da niste pričakovali, da mi takoj zdaj najdu, ne. To zdaj bova iskala en teden, 2 tedna. Jaz nič ne najdem, ej. Še malo išč, no. Jaz sem mislil, da to kar skozi piska je pa nek zlato pa to. Škva se mi zdi, da morava nove baterije kupiti. A pa je bo zihar več zlata. Je žoblov nima, ne? Ja, lahko veš, da kar raste, da pol vzame eno zrno tega zlata in ga gor pele, a veš? Prav gotovo, ja. Beje so največ zlata tako najdeli. A ni nič, a ka? Nič ti. A pa ni tako, da je v Avstraliji ful zlata. Ja, pa jaz iz celega sveta sem hodil, pa sploh ni res to. Ja, midva niso nič najdla, jaz to nič ne verjamem. Posod sem pogledala še po drevesih, pa ga ni. Ja, mislim, te Avstralijci, to so sam lažejo. Ni jim za verjeti. Se škodi. Ne v morskih pseh, ne v kačah, ne nič. Veliko bojo mogli narediti, da bojo pridobili nazaj moje zaupanje. Jaz sem jim res zaupal, prej sem prišel sem. Dali smo jim šanso. Ful šanso jim dala, ampak zaenkrat moram reči, da so me zelo razočarali. Ampak jim še dajem opcijo, da se popravijo.
smo eno žival najdel sred puščave, celo. Me pa zanima, kva boš ti rekel. Ne vem, če je ptič taka sviloprejka. Puti mater, to zgleda pa kar ogabno. Povej, strokovnjak. Ne vem, zgleda kot iz ene grozljivke, neka velika buba. Leta mešena. Mene je sam strah, da je to od kakšnih pajkov. Žival, ki je to sposobno narediti, mora biti fejst mesnata, po mojem. Ja, to pa definitivno. Bova pogooglala. Ampak ponavadi ima pajk kakšen vhod, ta je pa kar zaprta. Ja, kaj pa če od spod? Je korisno. Un je bolj narjav, ta je pa bolj na črn, ta je druga gradna. O, shit, je koliko ogabno zgleda. Predvsej enega materiala je prinesel, kdorkoli to naredil gor na vejo. Upam, da ne proizvedu. Ne no, kaj pa če to gnezdo teh muh, ki je to? Muhe ne delajo svile, veš, da je ta mreža, to je pajk ali pa neka buba. Bo pogledala, kakšna gnezda imajo pajki. Ampak pajka bo že 100 km stran. Najbolj, da kar takoj zdaj to pogooglava. Kje smo zdaj to? South Australia. Sliši se zelo tako... Da bi lahko bilo to, kar mislila, da je, ne, nekaj zelo ogabnega. Tako, če v doma to googlu, se mi zdelo vse možno v South Australia, ampak zdaj, ko so pa kle, se mi pa zdi po drugi strani, da tudi tam bene živali ni in da ni tle tako grozen. Kakšen spider nest, 3 spider nest. Ej, je to, a? Fuj, koliko je že ogabno, že sam telefon je nagral že vratu. Ni to kakšen ptič. Insect nest hanging from 3 branches. Kaj kar by now, kaj je to? Kar bajno. Gledaš brisati to zgodovino, pa ko prideš dam. Shit, kako je ogaben, kad tam le plapola. Izredno. Ja, ne, ima svojo gravitacijo. Mogoče pa to, da ta izraz ni nest, ampak ja, veš, da se reče kaj drugače, zato ker kakšne bube to delajo. Pa da... Kokon. Kokun, ja. To pa zdaj vedno bolj ogabno ratuje. Ti, kaj pa če daš tisti Google, ki ti išče po sliki? Ja, pa ga ne grem ven slikati. One for the team. Hvala, Anže. Na makro sem dal. Pa nekdo reče, da to ni ogabno, no. Neka mošnja. Zelo obdarjena. Obdarjena mošnja, ogabna. O, pa smo rekli, da nimajo nobene hrane Avstralci. In obstaja nek namaz, Vegemite, proudly made in Australia. Ti nam boš zdaj povedal, iz česa je to narejen. Ko delajo pivo, neki une kvasovke, ko ostanejo, oni to naberejo in naredijo ta namaz. Moja mava dosti en kos kruha. Aha, bo samo kaj pa češ me flirati? Da ga napol. Sicer se to je z maslom, ne, in je to kot nek namaz. Kakor sva gledala, se da tega zelo malo. Zadeva je bogata z B1, B2, B3 vitamini. Samo zdravje in sama pametna jo bo srečala, ko to požegnava. Kaj to je? Slano. Ni najboljš, bi jaz rekel. Ne, sem zaključil z njem. Super je bilo probati. Mečkan ima res po pivu. Mogoče, da če bi dala res veliko masla zraven, da bi bil okus veliko bolj nežen. In mogoče bi šlo to čez, ampak zdaj ne gre to čez. Ne vem, zakaj bi to za zajtrk jedel, pa si pokvaril cel dan. Jaz ga bom na tej točki zaprl in mislim, da ga ne bom več poskusil. Jaz nimam nobene potrebe. Veliki obetu pa bolj malo dostavu. Niti to stvar niso dobro naredili. Tok o avstralski kulinariki.